Miro Cerar je prvi evropski premijer, ki je gostil ruskega voditelja, odkar je Evropska unija proti Rusiji zaradi njene vloge v ukrajinski krizi uvedla gospodarske sankcije. A čeprav je odnos med Evropsko unijo in Rusko federacijo trenutno hladen, je slovenski premijer videl razloge za topel sprejem ruskega premijeja. Eden od teh je morda ruski denar. Rusi pred stečajem rešujejo begunski elan. V ruskih rokah so že terme Maribor, rimske terme in 3 hoteli v Rogaški Slatini. Ruski denar se steka tudi v slovensko industrijo jekla in perutnino Ptuj. Je neka zvrste kitare, ki se reče ciganske kitare, gypsy kitare. Mislim, da v Sloveniji sploh razen nas takih ni. Spoznajte Rusinjo Julijo Virant. Njena družina ima podjetje, ki se na ruskem trgu uvršča med 10 največjih prodajalcev glasbil. Pred 5 leti so del poslovanja iz Moskve preselili v Ljubljano. V drugih državah je otvoritev podjetja veliko večji problem kot tukaj. In poslovanje je dosti transparentno, da lahko vse pogledaš na internetu, kdo kako posluje. Pri nas so ustanovili novo podjetje, denar iz ruskega pa vložili v slovenskega prodajalca glasbil. V Sloveniji je ta hip že 636 podjetij, ki imajo ruskega lastnika. Hkrati pa 516 slovenskih podjetij denar služi v Rusiji. Izet Rastoder s prodajo banan. Vsako leto je zdaj manjše gor, tržišče je rusko že v padu. V padu? Ja. In kaj pričakujete, se bo kaj izboljšalo? Jaz mislim, če bo tak ten, da bo slabše. Razlogov je več, tudi sankcije proti Rusiji in padec vrednosti rublja. Slovenska podjetja so še pred 2 letoma v Rusijo prodala za več kot €1 milijardo izdelkov. Letos občutno manj. V prvi polovici leta je izvoz v Rusijo v primerjavi z lanskim letom upadel za tretjino. V interesu obeh držav je, da ohranita trgovske vezi. Morda je premier Cerar mislil tudi na to, ko je v luči 100. obletnice začetka Soške fronte gostil Dimitrija Medvedjeva.